Ministrstvo za infrastrukturo Gen energiji izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško, se začenja umeščanje objekta v prostor. To naj bi trajalo 5 let, med drugim mora biti sprejet nov državni prostorski načrt. Ob tem se postavlja vprašanje, kdo je politiki dal zeleno luč za jedrsko energijo. Javne razprave o tem ni bilo. JEK2 je umeščen v prejšnji teden potrjeno dolgoročno podnebno strategijo, toda ko je bila ta v javni razpravi, v njej ni bila predvidena graditev nove nuklearke, poudarja stroka. Alenka Terlep. Zadnjo minuto je bila v strategijo vrinjena jedrska energija. Zakaj, smo vprašali dr. Petra Novaka, ki je oster. Energetsko soglasje je posledica mnenj dela elektroenergetske stroke in vodilne politike, ki se boji, da bi izgubila svoj monopol. Ne pozabimo, energetika je praktično v državnih rokah in v njej se pretakajo velike milijarde. Države v naši okolici z močnejšim gospodarstvom, od Nemčije do Francije, jedrske energije ne bodo več uporabljali. Evropska banka za razvoj, direktorica je nedavno izjavila, da jedrske energije ne bodo več financirali. Pri nas pa vztraja drobna peščica ljudi, ki so prepričali tudi politike, da Slovenija brez jedrske energetike ne more več. Če bomo nuklearko zgradili, bomo 80% uvozno odvisni in še več. Mi se lotevamo problema, ki je tudi za zanamce zelo pomemben. Mi bomo našim otrokom pustili za 1000 let plutonij in jedrske odpadke, ki so dolgoživi. In to ob vsej sončni energiji, vodi, biomasi, geotermalni energiji. Zato bi moral državni svet resolucijo zavreči. In naprej. Ob tem, ko gre za 12-milijardni projekt, ni bila izvedena niti makroekonomska analiza, še manj presoja vplivov na okolje. Pravnik Pic Aljoša Petek. In zato se nam zdi tak način sprejemanja tako pomembnega, tako dragega projekta neprimeren in tudi nezakonit. Zdaj pa je tu nenadoma energetsko dovoljenje, ki je začetek vseh upravnih postopkov in se sprašuje, se od nedavnega referenduma politika ni naučila nič? Ostajamo pri okolju, na Brdu pri ministrov Evropske unije. Temi bosta podnebne spremembe in biotska raznovrstnost. To bo prva priložnost za razpravo o podnebnem svežnju pripravljeni na 55, ki ga je prejšnji teden predstavila Evropska komisija. Špela Novak. Katastrofalne poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele zahodno in srednjo Evropo, so še eno pomnik, da se podnebne spremembe dogajajo in da na njihove posledice tudi v razvitem svetu nismo pripravljeni. Klimatologi sicer že dlje časa napovedujejo vse pogostejše in intenzivnejše ekstremne vremenske pojave, a tako obsežne poplave in pa temperature blizu 50 stopinj nedavno na zahodu Kanade so presenetile tudi njih. Evropska komisija je prejšnji teden objavila obsežen sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55% do leta 2030. Okoljski ministri bodo danes opravili prvo neformalno razpravo o tem načrtu. Pomembnih vsebinskih premikov sicer ni pričakovati, saj bodo pogajanja po napovedih dolgotrajna, vsekakor pa zahtevna. Vzhodne članice, kot je Poljska, bodo imele težave z zvišanjem deleža obnovljivih virov energije. Druge, na primer Grčija, z razširitvijo sheme trgovanja z emisijami na ladijski in letalski promet, tretje s prepovedjo prodaje novih avtomobilov na fosilna goriva od leta 2035. Veliko kritik pa je tudi na račun tega, da se breme plačevanja za izpuste v preveliki meri nalaga potrošnikom namesto industriji. Do konca leta bo razpravo o tem vodila Slovenija kot predsedujoča okoljskim ministrom. V tem času bo v Glasgowu potekala tudi mednarodna podnebna konferenca, ključna za dosego soglasja o podnebnem ukrepanju na svetovni ravni. Pred nami je torej zahtevno obdobje, od katerega je odvisna naša prihodnost. Časa pa ni veliko. Evropska komisija bo danes po napovedih objavila drugo podrobno poročilo o vladavini prava.